Pred natanko 2 letoma je prevladalo prepričanje, da se Vladimir Putin, če pade Kijev, ne bo ustavil pred vrati Evropske unije. Strah se od takrat ni polegal, zlasti ne v obmejnih državah, ki se jih omenja kot morebitno naslednjo rusko tarčo. Bojazen pred širjenjem konflikta na sever ima poleg simbolnih tudi izrazite varnostne, politične in družbene posledice. V Litvi, kjer so v obdobju miru odraščale generacije brez služenja vojaškega roka, zdaj kasarne vsako leto sprejmejo več tisoč nabornikov. There are thousands more people with at least basic military skills and knowledge, so that would certainly be useful if a conflict was ever to break out. Conscription started when I was in 12th grade, so I was actually the first, people of my age were the first ones that were eligible to get drafted, but time passed and I never got drafted, so I just thought that I'll try it. I'll give myself the challenge. Nabornika vojaščino služita na obrobju Vilne. Vojaški kampus, ki je prve rekrute sprejel v začetku februarja, je ena izmed 3 novih baz, zgrajenih posebej za potrebe naborniškega sistema. Članstvo v NATO je osrednji del obrambne in varnostne arhitekture baltskih držav. K njegovi odvračalni sposobnosti pa znatno prispeva misija Okrepljena predna prisotnost, ki so jo zaveznice naznanile na NATOvem vrhu v Varšavi 2 leti po ruski nezakoniti aneksiji Krima. Invazija na Ukrajino in vse bolj agresivna ruska drža sta v takrat samo še poudarili pomen misije, v kateri sodelujejo tudi vojaki Slovenske vojske. Okrepljena prisotnost NATO v Baltiku je dokaz strateškega pomena tega dela Evrope. Osnovno poslanstvo tukaj je krepitev odvračalne drže, zavezništva in jasno dati signal, da v primeru morebitne agresije, da bo zavezništvo odreagiralo na ustrezen način. Varnostna slika Baltika se je izboljšala tudi s širitvijo Severnoatlantskega zavezništva. Kremelj vseeno ni mirno pospremil vstopa Finske v NATO. Namesto rožljanja z orožjem se je Moskva zatekla k hibridnim manevrom in zahodno sosedo, s katero si deli 1340 km dolgo mejo, skušala destabilizirati z orkestriranimi prehodi migrantov iz tretjih držav. There was a change in the policy of the Russian border authorities when it comes to checking Schengen visas at their border crossing point. So they started allowing people to come to Finland without proper documentation. Nevarnosti hibridnih oblik vojskovanja, h katerim se uvršča širjenje dezinformacij in propagande, se prav tako zavedajo na drugi strani Finskega zaliva. Tam najdemo tudi visok delež rusko govorečega prebivalstva, v marsičem sedimenta nekdanje skupne države. Razpad Sovjetske zveze, ki ga je Putin označil za največjo geopolitično katastrofo 20. stoletja, je za Moskvo pomenil izgubo imperija. Iz danes na jutri se je 25 milijonov Rusov in ljudi, katerih materinščina je ruščina, znašlo zunaj ruskih meja. Mnogi od njih zdaj živijo v sosednjih republikah. Nazoren primer tega je estonska Narva, največje mesto na prostrani meji med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Dobrih 96% od nekaj manj kot 60 tisoč prebivalcev je rusko govorečih. 30 letja po razglasitvi neodvisnosti baltske države estonsko govoreča večina in rusko govoreča manjšina še vedno živita v 2 vzporednih svetovih. Estonske oblasti ta problem poskušajo rešiti s spodbujanjem integracije in s tem tudi zavarovati svoje prebivalstvo pred negativnimi vplivi iz Rusije. For example, younger generation, they don't support Putin's war in Ukraine. And older generation, they live in this Russian media bubble. And they, as I don't know, they don't support it. But they can find a lot of reasons why it's fine. Bolj kohezivna estonska družba bi Rusiji vzela tudi možen argument za netenje težav. Moskva je domnevno ogroženost Rusov v tujini v preteklosti opredelila kot legitimen razlog za obrambo njihovih pravic z vsemi sredstvi. Navsezadnje je bila to tudi ena od uradnih utemeljitev za vojno proti Ukrajini.